Hvala lepa. Lep pozdrav, lep dober dan, sončen dan vsem skupaj. In seveda najprej lepe zahvale direktorici Mateji Ribič, da mi je dala priložnost in me je danes povabila sem v to prelepo okolje, v katerem pa moram reči, da nisem prvič. Vas kar velikokrat tukaj obiščem v tem domu in ugotavljam, da imate krasno urejen dom. To ugotavljam ne samo osebno, ker sem tukaj že bila, ampak tudi z vidika mojega preteklega poklicnega življenja. Jaz sem se namreč že nekoč, ko sem bila še na ministrstvu za delo, ukvarjala največ socialo, zaposlovanjem tudi, ampak nekako sem spremljala tudi delovanje domov za starejše občane. In lahko z gotovostjo trdim, da imate enega najlepših domov v Sloveniji. Tako da res je, Mateja, in želim takšno uspešno in lepo pot tudi naprej. Kot rečeno, že dolgo se ukvarjam s tem področjem poklicno in nadaljujem ukvarjanje s socialnimi problemi tudi v okviru Evropskega parlamenta, kjer sem poslanka. In bila sem pred že nekaj časa ena izmed prvih podpisnic od vseh poslancev, ki smo tam Glasgowske deklaracije, za katero je bilo rečeno, zakaj si prizadeva. Jaz mislim, da politiki, ne glede na to, kako ljudje na nas gledajo, smo vendarle tudi ljudje. Smo ljudje z osebnimi izkušnjami in kakšne osebne izkušnje iz takšnega življenja potem nam nekako dajo novo energijo ali pa tisto potrebno, da si lahko prizadevamo za boljše okolje nasploh, za boljše okolje v povezavi z zakonodajo namreč. Mi smo zadolženi za to, da poskušamo narediti življenje tistim, ki se na terenu trudijo za to, tako kot se trudite v vašem domu, nekako bolje organizirano, da je več možnosti tudi do finančnih sredstev, več podpore strani zakonodaje in to poskušamo seveda narediti, kar se da dobro. In kot rečeno, če imamo iz tega kakšne osebne izkušnje, potem so ta naša prizadevanja mogoče prihajajo bolj iz srca. V Evropi je kar dobro organizirano to gibanje v povezavi z demenco oziroma Alzheimerjevo boleznijo in zelo sem vesela, ko vidim, da se to dobro organiziranje prenaša tudi v Slovenijo. Tako da v Sloveniji pa sodelujemo s Pominčico in seveda spremljam, kaj se tudi dogaja v Alzheimer kafejih. Jaz bom zaključila s tem, da danes je sonček posijal, naklonil vam je eno tako prijazno okolje, da bomo se lahko družili, da bomo lahko šli malce tudi na okolje, da bomo lahko poskusili te sladkosti, ki so nam jih v domu pripravili. In želim vam res eno zelo prijetno druženje. Jaz pa obljubim, da bom kar lahko svoje strani tudi sicer naredila vse, da bo življenje z Alzheimerjevo boleznijo lažje. Hvala lepa.